Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokratna pravljica nosi prav poseben čar. Namreč Rea poklanja današnjo pravljico svoji sestrici Tari, ki je v začetku meseca julija praznovala rojstni dan. Tara, vse najboljše in najlepše ti želim. Tokrat bomo prisluhnili čudoviti pravljici o pravem prijateljstvu. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Tarini pravljici z naslovom Muca Mija in rojstni dan, nastali izpod peresa čudovite slovenske pisateljice Helene Kraljič. Muca Mija, dremucka v senci. Prideš v soboto k meni na rojstni dan? Jo predrami glas krave Katje. S seboj pripelji še kakšnega prijatelja. Seveda, prišli bova z Miško Maško, veselo odgovori Mija. Prišla boš z Miško? Se nasmihne Katja. Ovca Oliva bo s seboj pripeljala najmočnejšega medveda Mitjo. Koza Kaja bo s seboj pripeljala najpametnejšo sovo Sonjo. Kokoška Katarina pa bo s seboj pripeljala najveličastnejšega pava Primoža. Muca Mija nekaj časa premišljuje, potem pa zamišljeno odide k najzvitejši lisici Lizi in ji reče: V soboto ima krava Katja rojstni dan, pa sem mislila, da bi šli skupaj k njej. O, seveda, se dobrika lisica. Še prej pa te prosim, da zlezeš na drevo in mi prineseš tisto gnezdo, v katerem so ptičji mladiči, zdaj, ko sva prijateljici. Mija jo postrani pogleda in si misli: kar sama pojdi po gnezdo, zvitorepka, nočem take prijateljice. Odide do najstrašnejšega leva Leona in ga vpraša: V soboto ima Katja rojstni dan, pa sem mislila, da bi šla skupaj k njej. Z veseljem. Ko pa sva že postala prijatelja, bi te prosil za uslugo. Moje žene še ni z lova, jaz pa sem zelo zaspan. Bi ti nahranila moje mladičke? Mija ga jezno pogleda in si reče: nič boljši ni od lisice, nočem takega prijatelja. Mija nazadnje odide k največjemu slonu Simonu. Krava Katja praznuje rojstni dan, bi šel z mano? Slon Simon Mije še opazi ne. S svojimi velikimi stopali taca proti njej in jo skoraj pohodi. Od nekod se pojavi Miška Maška. Postavi se pred slona in začne na vso moč cviliti, da slon v strahu pobegne. Mija objame prijateljico in zamjavka. Bi šla z mano na Katjin rojstni dan? Seveda, zacvili Miška in od navdušenja skoči visoko v zrak. Muca Mija je presrečna. Stisne prijateljico k sebi. Počaščena je, se bo na rojstni dan pripeljala najboljšo in najpogumnejšo prijateljico na svetu. Bravo, Muca Mija ter Miška Maška. Pravljica, ki nas opomni, kako lepo je imeti ob sebi pravega prijatelja. In da ne pozabim, tudi kravi Katji želim vse najboljše za njen rojstni dan. Tara,
Res čudovita pravljica, ki riše nasmeh na obraz in poboža srce s svojo nežnostjo. Verjamem, da ti bo pravljica, ki ti jo je poklonila sestra Rea, ostala v najlepšem spominu. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni rojstnodnevno obarvani pravljici z naslovom Kameleonček, ki ni znal spreminjati barve. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, ter uživajte v lepih dneh s svojimi prijatelji. Pravličen pozdravček Tari, ter seveda vsem ostalim poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, Miška. Thank you.